Pozdravljeni! No, prijateljstva med ženskami niso vedno preprosta. V njih pogosto nezavedno odmeva nek odnos ali z mamo ali pa izkušnje materinstva in hrepenenje po nekem varnem sestrstvu. In tokratna oddaja bo mogoče eno razkritje in predvsem razumevanje ženskega prijateljstva. Komaj čakam, da spregovoriva. V moji družbi je Agata Pračak. Pozdravljena, Agata. Pozdravljena. Kaj je zdaj s temi ženskami, ne? Velikokrat vidimo ženske med sabo tekmujejo namesto, da bi sodelovale in tako naprej. Od kje zdaj te neke, lahko kar rečem, rane prihajajo, ne? Ja, so rane, dejansko so rane. Ali pa bolj neka prepričanja, ki so nam jih ugradili, ali pa smo z njimi rasla, po neki perfekciji, biti popoln, po neki ustrežljivosti, ustreži drugim. In iz tega dejansko pridejo ven tekmovalnosti. Mogli bi pa držati skupaj, se povezovati, biti podpora ena drugi, biti motivator ena drugi. Vsaka zna nekaj, vsaka ve nekaj. Ampak, če v otroštvu dobimo sporočilo, da vse moraš narediti sam in vse moraš narediti perfektno, ne rabiš drugega. Se začneš odmikati. Ampak od kje zdaj recimo največkrat pridejo te rane? A so to res neke rane med mamo in hčerko? A so to neke drugačne rane, ki pridejo v bistvu, da se potem ženska res tudi do drugih žensk tako obnaša, ne? Vsekakor dobimo veliko vzorcev povezovanja doma. Če mama ni znala dobiti prijateljca ali pa jih ni imela ali pa in ni bilo dovoljeno se družiti, bomo težko tu znale tudi same. Včasih ni bilo dovoljeno, ne vem, se družiti zaradi tega, da ne poveš določenih stvari, da ne gre ven iz družine. Skrivanje, ne? Skrivanje. Tako. Če se v družini kot otroci nismo počutili varni, potem se ne bomo počutili varni niti v drugih odnosih. Niti v odnosu s partnerjem. Kaj šele s prijateljcmi. Ker prijateljstvo temelji na zaupanju. Jaz ti moram zaupati. Da ti zaupam, se moram počutiti varen. In če tega nimamo zarajenega v sebi, bo to bolj težko. O tej varnosti si v bistvu res zelo veliko govorila, no, tudi napisala, ko sva se pogovarjali za tole snemanje. Na kakšen način zdaj ta varnost in kdo to varnost preda naprej? A veš, da se ženska, se pravi jaz kot ženska, da se počutim varno, kdo meni omogoči, da se jaz počutim varno? So to samo starši? Je to okolica? Je to partner? Kako jaz pridem zdaj do tega občutka varnosti? Občutek varnosti je temeljni občutek, ki nam mora biti zadovoljen za to, da preživimo. Otrok se mora počutiti varen. Starši mu morajo zagotoviti to varnost. Tako da mu je zagotovljena hrana, bivališče, ta človeška toplina, da ga vidijo tak, kot je, da kljub temu, da ne vem, za učenje uporablja manj primerne strategije, da še zmeraj lahko pride v družino, kjer ga bojo sprejeli, kjer mu bojo dali sporočilo, si okej, kljub temu, se ne enači s tistim, kar si naredil, ti si okej, to, kar si naredil, ni okej. Zdaj, če smo prevečkrat kaznovani, če smo prevečkrat osamljeni, dejansko porinjeni v osamo, tako ko, ne vem, dajo otroka, bež se umiriti v sobo ali pa beži na stolček. To je totalno porušen občutek varnosti. Zato je pametno, da kadar ima otrok kakšne take izbruhe ali pa te stvari, ko nas zbudijo neki, da mi tisto požremo in smo umirjeni za otroka, kar to rabi. To mu daje občutek varnosti. In zdaj večkrat, ko se bo to zgodilo, večkrat, ko bo kaznovan za določene stvari, manj bo zaupal in potem tudi druge odnose doživljal na tak način. Kako pa recimo zdaj, ker vemo, odnos mama-hčerka je v bistvu zelo pomemben, ne? Ker na nek način se predaja neka informacija, ne, mame na hčerko. Kaj je recimo tista največja napaka, ki jo mama lahko naredi, da se
hčerka ne bo počutila toliko varne, da bi imela ustrezen krog prijateljic, ki bi jim zaupala in tako naprej. Kaj so zdaj tiste recimo napake mame, ki jih delamo? Prva je ta že samopodoba mame. Mama kot mama mora poskrbeti za sebe, zato da se dobro počuti. Se zaveda svojih občutkov, svojih čustev, da jih zna predelati ali pa da jih zna izraziti na en zdrav način. Pa ali je to jeza ali je veselje, ni važno. Zato, ker bo s tem lahko potem držala prostor tudi otroku. Ni važno, ali je to hčerka ali je sin. Ja, mama je itak en lik hčerki, en model, po katerem bo potem se zgledovala. Dejansko je naše življenje tako, kot je bil ali pa je mamin objem. Okay. Če je tisti topel, da se mama dobro počuti, se tudi mi dobro počutimo. Če je mama odsotna ali z mislimi ali čustveno, se bomo mi počutili negotovi, ker ne bomo vedeli, kaj zdaj lahko. A je to zaradi nas. Če je mama enkrat ful dobre volje in prijazna, drugič ne vem, se razjezi z vsako malenkost ali pa se prav izklopi, bomo spet negotovi in ne bomo vedeli, kako spostaviti stik in se bomo tudi mi umikali. In spet bo nastala ta razpoka med otrokom in staršem. Se pravi, ta stabilnost mame ne more biti. Zdaj, enkrat sem slišala eno teorijo o objemih. Pa zdaj ne vem, če sem si jo zapomnila, ampak mislim, nekih 5 sekund je za ne vem kaj, 8 sekund, ampak v glavnem na koncu bi se mogli objemati 15 sekund. Kaj zdaj s temi, ali sem se tudi tukaj zmotila? Je 20 sekund za to, da se izmenjajo energije. Ok, sam 20 sekund objema je kar velik, ne? A probamo? Ne vem, če imamo ta čas. Bova pa absolutno na koncu probala. Ja, 20 sekund je... Sliši se dolgo. Ja. Kadar se ti z nekom tako dobro povežeš, ja, je tistih 20 sekund točno veš, kdaj gre mimo. Ker je prav postaneš lažji. Aha, ok. Otroci do 6 leta hodijo po objeme zaradi tega, da se napolnijo z energijo. Tako da ta toplina, ta dotik, ta stik, to je zelo pomembno. Aha, ko včasih pri meni ta mala prileti do mene, pa me sam tako objame, pa hitro naprej leti. Ja. Ok, se pravi, to ni zdaj, da moramo vsakič 20 sekund objeme. Ne, toliko rabi. Ok. Se pravi, kaj so zdaj pa recimo mogoče tiste pozitivne stvari, ki jih mama lahko preda hčerki, da bo dejansko se v odrasli dobi počutila varno? Si ok. Si v redu. Okay. Kot človek, kot ženska, si v redu. Okay. Da jo podpira pri njenih izzivih, je prva navijačica otroka, je tisti pristan, varen pristan, je tisti, ki razume in nažalost to spoznamo šele, ko otroci zrasejo. Ja, kaj prepozno, ne? Ja. In ko vidiš, kakšne izzive si jim predal in s katerimi se morajo soočati in jih reševati. Ampak mislim, da čisto vsak starš preda tako pozitivne stvari, kot tudi neke travme, tudi če si upošteval vse te stvari, je sigurno bil kakšen dan vmes, ko pa je nekaj šlo narobe. A veš, težko je 15 let pač se ne razburiti, biti stalno zraven. A veš, se zgodijo napake. Hočem reči, da vsi starši delamo napake, se pa vsi verjetno trudimo, da jih delamo čim manj, ne? Ni popolnega starša, ni popolnega otroka in ni popolnega zaposlenega in ni popolnega človeka. Ja. Ker vsi, normativa za popolnost ni. Ja. Jaz pridem, ne vem, pogledati eno sliko in on je rekel, prvič sem naredil eno popolno sliko, ko je fajn in pa jaz naredim tam manjka ena pikca. Ja, vedno lahko nekaj najdeš, seveda. Tega se moramo znebiti. Tisto, kar v danem trenutku najboljše vemo, najboljše znamo in mogoče še malo več. Bomo sitni, bomo razdražljivi, vse bomo. Oprosti.
ni povezano s tabo. Da sem imel težk dan, ne bi smel tako. Tega premalo naredimo. Okay. Zdaj pa recimo potem pri puncah pride puberteta. In takrat smo pa mame, kako naj se lepo izrazim, ampak jim gremo na živce, takrat smo mame tiste, ki pač sicer pridejo do nas, kadar je res nujno, ampak drugače v vsakdanjem življenju smo pa malo tako, ne. Takrat se ponavadi mama počuti, da je nekaj narobe naredila. Mogoče je tukaj zdaj treba vsem povedati, da hormoni, ki delajo pri ženskah, ki so v puberteti, pri puncah, res naredijo svoje. In tukaj mogoče je malo drugače treba vzgajati. Je bolj treba biti verjetno samo zraven in biti prisoten, ko te potrebuje. Jaz, če se le da, ne uporabljam besedo vzgajanje. Okay. Rajši sodelovanje. Pa s tem ne mislim, da vprašamo otroka za vsako stvar, da je tu permisija. Ne. Ampak da vidimo otroka tak, kako je, s vsemi svojimi izzivi, težavami, močnimi področji, skozi to sodelovanje, hkrati, da smo tisti, ki znamo postaviti mejo, kar se tiče zdravja in življenja, do tukaj lahko režlej. In puberteta je čas, ko postanemo starši, zateženi, načne prav, staromodni in tako naprej. In ker se čutimo užaljeni, in ker se čutimo, da je nekaj narobe z nami, naš ego trpi. Ja, se umaknemo. Namesto, da bi ostali tam in se zavedali, tu ni v zvezi z mano, tu je njegovo, tako otrok to doživlja. Jaz ga samo razumem, jaz mu nudim tisti varen dom, kamor se lahko vrne. Ker zelo, zelo pomembno je, da smo starši tisti pomembni odrasli v otrokovem življenju, da se ne obračajo k vrstnikom. Ker otrok bi mogel doma doživeti to, da ga vidijo tako, kako je, da ga spremijo tako, kako je, da ga podpirajo v njegovih sanjah. Vrstniki tega ne bojo naredili. Pri vrstnikih bo mogel samo uhajati. Ne bo mogel izraziti tistega, kar je res v njemu, tiste najlepše mandale. Pri starših bi jo mogel. Zdaj govorili smo veliko o občutku pač mama, hčerka in tem tudi psihološkem zdravju in tako naprej in občutku varnosti, ki ga mama preda. Kaj pa oče? Kako pa oče recimo zagotovi, da se bo hčerka počutila varno, ko bo v odrasli dobi? Prvo mora pravzaprav oče in mama poskrbeti za njun odnos. Ker če bo imel oče lep odnos, spoštljiv odnos, ljubeč odnos do mame, se bo tako tudi hčerka počutila. In seveda potem mora imeti enako spoštovanje tudi do hčerke. Enak odnos tudi do hčerke. Kaj je zdaj mogoče tisto, kar, če se vrnemo malo nazaj k druženju in k prijateljstvu in tako, kar ženske recimo moramo se zavedati ali pa moramo dojeti, ko smo recimo v krogu nekih prijateljic. Moramo vedeti, da je to zelo terapevtsko tudi, da si ženske povemo stvari, ženske itak zelo rade govorimo. Ampak kaj je tisto, da bomo mogoče tudi ženske drugače dojemale? Včasih se zelo hitro zgodijo neka trenja. To recimo vidiš že pri otrokih. Ko se majhni fantje skregajo, se malo stepejo in je naslednji dan v redu. Punce velikokrat kuhajo neko zamero ali pa celo več po osnovnih šolah vidiš tudi več tega bullyinga recimo med puncami. Kaj narediti, da bomo punce dojele, da smo ena drugi prijateljce in zaveznice? Ja. Se vem, težko vprašanje, ker ni enega odgovora na to, ampak sigurno recimo... Niha. Ja. Zakaj se dogajajo vse te nasilja, vse te izsiljevanja, vse te stvari? Zaradi tega, ker se otroci ne počutijo dobro v svoji koži. Tu je res je klic na pomoč. Ker za takimi stvarmi, ki se na ven kažejo kot agresija, kot neka superiornost, je strah. Je strah, da nisem dovolj dobra. In ohranjam s tem svoj položaj. Ko je ženska sigurna vase, ko dobi hčerka sporočilo v družini
ok, si tak, kako si, je tega dosti manj. Okay. Ker tudi, če gledamo filme, ali pa tudi, če pogledamo realnost, katere punce ali pa kateri fantje naredijo največ pritiska na druge. Tisti, ki ga doma doživljajo, verjetno. Je tisti, ki doma niso videni, navzven so tu največkrat najbolj urejeni ljudje. Ampak ni dovolj, da si samo navzven urejen, najprej je treba noter urediti. Se pravi, vse se začne v bistvu tukaj. Noter, vse se začne že v bistvu z rojstvom otroka in potem se samo še nadaljuje. Tako. Hvala, Agata. Zdaj, ko si dovolimo pogledati globje v svoje odnose z ženskami, pogosto odkrijemo neke stare rane, ki niso nastale v teh prijateljstvih, ampak res veliko, veliko prej. Zdaj, razumevanje neke rane materinstva nam omogoči več sočutja do sebe in posledično do drugih žensk. Zdaj, takrat se prijateljstva nehajo boriti za prostor in začnejo postajati prostor. Prostor varnosti, podpore in pa nekega pravega sestrstva, kjer ni treba tekmovati, ampak samo biti. Več vsebin si lahko pogledate na našem YouTube kanalu ali na spletni strani www.klepetobkavi.si.